Tokrat bom pogovor pričel z gostom malo drugače. Vprašal ga bom, ali je Blejc ali je Blejčan. Lep pozdrav od Blejca. In kaj to pomeni, ko ste rekel lep pozdrav od Blejca? To pomeni, da vas pozdravlja nekdo, ki je že celo življenje na Bledu, ki je imel svoje prvo stalno prebivališče na Bledu, kajti vsi tisti, ki pridejo nekoliko kasneje, se priženijo, primožijo, preselijo ali pridejo iz kakršnega koli drugega razloga, so potem Blejčani ali pa Blejčanke. In koliko časa je potrebno, da Blejčan postane Blejc? Povsem odvisno, koga to vprašate. Zdaj nekateri pravijo, da si Blejc lahko po 10 letih, spet drugi pravijo, da je to rok 30 let ali še malo več, nekateri pravijo po gorenjsko, nikoli ne moreš biti Blejc, če nisi bil rojen tle. Zdaj jaz pa pravim, zaradi mene si lahko Blejc že prvo sekundo, ko prideš, samo prilagoditi se moraš našemu okolju, našim navadam in skratka biti naš prijatelj. Vas najbolj poznamo pod psevdonimom Čarodej Toni. Kakšno pa je vaše pravo ime? Ja, največ ljudi me res pozna kot Čarodeja Tonija, zdaj uradno pa mi piše v dokumentih Anton Mežan. Pod tem imenom me zelo redko pozna mogoče kdo, ki me vodi v kakšnih uradnih evidencah, drugače pa me poznajo še pod kakšnim drugim imenom. Kadar me recimo srečajo na kočiji, rečejo, lej ga, Fjakar Toni, kadar me srečajo na upravni enoti oziroma v poročni sobi, ker sem tudi pooblaščenec upravne enote za sklepanje zakonskih zvez, takrat rečejo starejši, poglej ga pooblaščenca Tonija, otroci pa kar rečejo, Čarodej Toni, živjo, in tudi takrat mi je zelo prijetno. Ozrem se pa ne glede na to, pod katerim imenom me kdo pokliče, če le vem, da je pač namenjeno meni. Beseda bo tokrat tekla o vaši knjigi z naslovom Čarodej Toni. Nam jo lahko predstavite? Ja, mogoče najprej tisti zunanji del oziroma tisto, kar človek najprej prime v roke. Vsi tisti, ki so zdaj že imeli možnost pogledati, prijeti, prevzeti, pravijo, da je že na vtip čudovita. Je pač trda vezava, vse skupaj je notri šivano, tako da listi ne padajo kar tako sem ter tja. Tudi pogled, ko pogledate ta napis Čarodej Toni, je malo čaroben, tako kot se pač za knjigo Čarodeja Tonija spodobi. Vse skupaj se malo sveti, malo se blesketa pod lučjo. In moram reči, da je 240 strani branja, vmes pa nekaj čez 100 fotografij, dovolj dober razlog, da nekdo vzame to v roke in prebere. In kar me najbolj veseli, prvi odzivi so takšni, da marsikdo to prebere v enem kosu, tudi berejo do polnoči do zjutraj, kajti pravijo, da vse skupaj kar vleče iz ene zgodbe v drugo in tako prideš do konca. So pa zgodbe sestavljene iz mojega življenja, od otroštva pa vse do današnjih dni. Kdaj ste pričeli s pisanjem? Ja, če ne bi bilo korone, nas ne bi bilo zdaj tule na tej zvezi, niti tega izdelka ne bi bilo tule pred menoj na mizo. Pisati sem začel 31.3.2020, povsem nenačrtno. Saj sem imel malo malih možganih, da bom nekoč to storil, ampak nikakor ne, da bo to tisti dan. In potem sem 23 večerov in lahko rečem tudi jutr včasih pisal in potem čez dan premleval, kaj bom še napisal zvečer. In to je trajalo in kot rečeno, po 23 dneh je nastal tale material. Ampak ko sem tapnil zadnjo piko, sem si rekel, si vdahnil, to je to. No, seveda, ni šlo tako enostavno. Sledilo je še 2 meseca in pol premetavan odstavkov levo, desno, gor, dol, dodajal sem besede, vejice in podobno. No, po 2 mesecih in pol, tam nekje sredi meseca julija, pa sem rekel, zdaj pa je tega dovolj, ker če si zdaj star 45 let, lahko to počneš še 45 let, pa morda ne boš zadovoljen, zato sem vse skupaj predal lektorici, da je opravila svoje delo in to odlično. Knjiga, ki ima 240 strani, je pisana v obliki zgodb. Tukaj pred sabo imam odprto eno zgodbo z naslovom Dogodivščin ni zmanjkalo. Ja, moram reči, da ravno sem nasmejan v tem naslovu, zato ker en kup dogodivščin je, ki nekako niso pasale v ostale zgodbe. Pa sem si izmislil naslov Dogodivščin ni zmanjkalo in sem tam opisal, kaj vse se mi je še dogajalo. Moram reči, da sem doživel ogromno.
tako tistih prijetnih, kot morda tudi manj prijetnih, pa si jih danes z eno res veliko prijetnostjo spominjam. Tako da govorijo o dogodivščinah na mojih predstavah, kaj vse se je dogajalo, kaj vse se je pripetilo, do tega, kaj se je dogajalo na vožnjah do predstav, do srečanj s policisti in pa še marsikaj drugega. No, recimo, kaj je bilo prijetno, en primer ali pa en primer, kaj je bilo neprijetno. Recimo v knjigi sem zasledil, je bilo nekaj neprijetnega enkrat z nekim avtomobilom Lado. Kaj je bilo? Zdaj, če govoriva o tisti zgodbi z Lado, ja, ker sta dve zgodbi o Ladi, ena je o Ladi Nivi, ena pa o Ladi Karavan. No, pri 17 letih sem si že omislil eno res staro vozilo Lado Karavan iz enega samega razloga. Moj najboljši prijatelj Andrej je že imel izpit, bil je leto starejši in sem si rekel, nič me bo pa on vozil po nastopih, ker pa sem imel poleg tistih običajnih rekvizitov še eno iluzijo, to se imenuje zaboj za prebadanje svoje asistentke. Sem rekel, bom pa to dal pač zadaj v prtljažnik. In jaz sem premeril tisto Lado, preden sem jo kupil in sem rekel, ja, poglej, genau, not bo šlo. No, na koncu sem še izolacijo potrgal z tistih vrat dol in obrobe, ampak za milimeter je zmanjkalo, da bi šla moja iluzija noter. Tako da na prevoz oziroma prevoz z Lado Karavan ni bil mogoč in takrat sem se celo, ne boste verjeli, po Bledu odpeljal na nastop s traktorjem, ker je bil to edini prevoz tisti trenutek doma, da sem lahko prišel pravočasno do svojega nastopa. No, tudi tale naslov je zanimiv, najtežji nastop v karieri. Ja, pri tem me pa včasih kar malo zmrazi, ko se spomnim. Veliko je težkih zgodb, takole je tudi pri meni kot pri vseh ostalih, ki zdaj mogoče gledajo v njihovih življenjih. In pri nastopajočemu pa je tako. Ko ti nekako prideš slabe volje ali s kakšnim koli drugim razlogom nerazpoložen na nastop, tam ljudi ne zanima, a si ti dobre volje slabe, a je doma vse narobe, ali imaš težave, kakršnekoli ene ali druge. Takrat moraš dati vse od sebe. No in v tej zgodbi opisujem, kako sem kot presenečenje večera na nekem kmečkem turizmu čakal pred vrati, da se zaključi glasbena runda, ravno je že igrala zadnja pesem in pred njo so napovedali potem mene kot presenečenje večera. In takrat sem še zagledal zunaj, da mi nekako se je prižgala luč na ekranu telefona, katerega sem imel v avtu za steklom. Hitro sem še pogledal, kaj je, in klical me je brat ob večerni uri, bilo je ob 10 zvečer, če se ne motim. Se oglasim, kaj je, pa je rekel, Atija je kap. Takrat je mene kar zmrazilo, se je rekel, kaj je živ? Je rekel, ne vem, grem pogledat, bom zrihtal in ugasnil. Ravno v tistem trenutku je glasba nehala igrati in rekli so, z vami je čarodej Toni. In kaj storiti v tem trenutku? Iti na oder ob zavedanju, da imaš mogoče že doma velike težave oziroma da je oče morda celo mrtev. In takrat sem nastop ne vem kako izpeljal in ne boste verjeli, čez nekaj let me ena gospa spomni na ta nastop in rekla, a ja, vi ste pa ta gospod, ki ste nas zabaval tam na Babnem vrtu, joj, koliko ste bil dober, še nikoli v življenju se nismo toliko smejali in zabavali kot takrat. Se je rekel, gospa, to je bil moj najtežji nastop v karieri. Je rekla, zakaj, smo bili tako slaba publika. Se je rekel, ne, bili ste že v redu, ampak povedal sem to zgodbo in je rekla, ne morem verjeti, da ste tako profesionalno vse to izpeljal. No in zdaj, ko tole govorim, je, hvala Bogu, oče še živ. No, tole je zgodba, ki vsebuje prijetno in neprijetno komponento, ne? Tako je, točno tako. No, sedaj pa prosim, če lahko še poveste, od kdaj je bila v vas ta želja, da postanete čarodej? Če po pravici povem, tako daleč mi spomin sploh ne seže. Odkar vem za sebe, sem komaj čakal, da bom kje zagledal kakšnega nastopajočega, da bom videl kakšen cirkus, tudi čarodeja, ampak to je bilo zelo redko. Doma, kje pa interneta sploh ni bilo, na televiziji pa smo imeli samo 2 programa, prvega in drugega, televizija Slovenija, takrat še mislim, da TV Ljubljana, pa še drugi je bil precej meglen in vse, kar je bilo od teh zabavnih programov, je bilo enkrat mesečno srečanje z Mitom Trefaltom, ko nas je zabaval v različnih njegovih oddajah. In takrat je na vsake toliko časa gostil kakšnega zabavljača, kakšnega čarodeja in to sem potem požiral s takšnimi očmi. No, seveda, Mito Trefalt je bil nekako moj vzornik še kasneje, kajti
moram reči, da mi je bil zelo všeč njegov pristop do ljudi, pristop nastopanja. Skratka, kasneje sem imel tudi možnost ga v svoji karieri osebno spoznati, kar si štejem v eno tako posebno čast. No, prosim, če še malo poveste, kako ste se naučil teh čarovnij, glede na to, da šole ni? Ja, glede na to, da šole ni bilo, jo ni, in pa glede na to, da ni bilo interneta, to vedno poudarjam, ker otroci in mladi danes rečejo, pač greš na internet, ne, saj ni problem. Ja, takrat ga ni bilo. In prva stvar, ko sem začel s čaranjem, ko sem našel prvi rekvizit na kmečki ohceti na Bledu, ko je Marjan Drofenik prodajal rekvizite in sem kupil strojček za izdelavo denarja. Mislil sem, da ga bo kmalu cel kup doma, ko vmes to mašina v tisti papir not in ven, bilo je seveda vse prej kot to. No, kasneje pa sem skupaj s prijateljem, ki se je s tem že ukvarjal, postal nek tandem, da sva skupaj čarala, ustvarjala, kako in kaj. Pa sem se potem srečaval s prvimi bolj resnimi nastopi, s prvimi kongresi, pa še s čim, pa seveda v tejle moji knjigi. Srečali ste se tudi s papežem? Ja, to je bila pa taka ena prijetna izkušnja, ki mi je bila, bom kar rekel, dana od nekje, ko je moj sin, danes tudi že čarodej Jan, lahko rečem, bil pri Birni, smo se odločili, da se nekako takrat čez pol leta odpravimo v Rim in res, ko smo se skupaj odpravili tja, smo doživeli prvo vrsto presenečenje. Ko smo se postavili za fotografiranje, smo bili vsi prepričani, da bo na fotografiji poleg nas samo še lepo ozadje, tisto v Vatikanu, katero vidimo običajno na televizijskih ekranih. No, in kar naenkrat je prišel do nas papež, podal roko našemu gospodu župniku, tudi nekaterim od naše skupine, in se postavil zraven, se slikal z nami, in njegove besede mi bodo ostale zavedno v spominu. Rekel je: "O, Bled, Slovenija, potica, potica." Omenil ste sina, ki ga že vključujete v predstave. Koliko je star in na kakšen način ga vključujete? In kako vam sledi? Ja, moram reči, da je tudi ena taka zelo zanimiva zgodba, ki je opisana v knjigi. On je pri svojih 8 letih nekoč rekel: jaz bi bil tudi čarovnik, a ne." Sem rekel: "V redu," in sem ga začel učiti manjše te lažje čarovnije, lažje trike. In potem se je dogajalo kot naročeno to, da sem bil redno tedensko povabljen na nekatere televizijske ekrane v otroške oddaje, in sicer takrat TV Pink, SI in pa TV3. In sina sem jemal s seboj, ker otroška oddaja je pač fino, da je še nek otrok zraven nekaj takega počel. In potem je do svojega 10. leta, se pravi 2 letih, imel že kar nekaj nastopov, cirka 80, večinoma po televiziji. Potem pa me je nek večer šokiral in rekel: "Ati, jaz ne bom več čaral, jaz bom igral klavir." Jaz sem samo debelo pogledal, so rekel: "V redu, pač jaz te bom podpiral pri tem, kar boš pač počel." In zgodba je tekla tako dalje. 2 leti je rekel: "Se bom učil, da se malo naučim za svojo dušo, potem bom pa spet čarovnik." In ne boste verjeli, res je bilo tako. Po 2 letih je spet zagrabil, bom rekel, čarobno palico, postal moj tonski tehnik, že pri 12-13 letih se seveda izobraževal in pa izpopolnjeval pri delu. In zdajle že kar nekaj let tudi sam nastopa. Najbolj pa sem srečen, kadar gre z menoj, da pripravi ozvočenje, luči in vse potrebno, kajti ima odličen posluh za glasbo in tole mi res veliko pomaga. Če bo želel postati oziroma ostati to bodoče, ima odlično poslano, ukolikor bo počel še kaj drugega, kot kaže, da bo, pa bo imel tudi vso mojo podporo. Knjiga, ki je trdo vezana in zelo lepo grafično oblikovana, je lahko tudi lepo darilo. Kako se jo lahko naroči, kako se jo lahko kupi? Ja, moram reči, da je ogromno tistih, ki so jo zdaj naročili v prednaročilu, že poklicalo, da prosijo vsaj še za 1 izvod, 2 izvoda, kajti želijo jo nekomu pokloniti. Je, kot sem že omenil, lepa za prijet, lepa za pogledati in pa tudi s čudovito vsebino in pa neko zgodbo. Naj povem, da ena družina na Bledu jih je naročila že 6, nekaj za sebe, seveda ostale pa vse za darila. Ja, naročijo se lahko enostavno na mojih kontaktih, najprej morda preko spletne strani www.toni.si, tam so vsi podatki. Lahko si zapišete mojo telefonsko številko 041 710 970 ali pa moj elektronski naslov toni.bled@siol.net.
Smo pa lahko tudi na vezi preko moje Facebook strani, in sicer Facebook stran se imenuje Toni Mežan, v oklepaju pa je zraven še Čarodej Toni. Tako da boste vedeli, da je to pravi Toni Mežan. Poteka še neko nagradno žrebanje, ne? Ja, tako je. Do 9.4. lahko tole knjigo dobi vsak po ceni 20 evrov. Od tega datuma naprej bo cena 25 evrov. Ampak to še ni vse. Po ceni 20 evrov boste prejeli poleg knjige še eno tako čudovito knjižno kazalo, da boste pač vedeli, kje ste ostali, če jo ne boste slučajno prebrali v enem kosu, tako kot pravijo nekateri, da se jim dogaja. Vsi tisti, ki pa bodo torej kupili knjigo v prednaročilo do 9.4., pa imajo možnost tudi oditi brezplačno na vikend paket s celo svojo družino v Terme Banovce. Mogoče si bodo lahko nabrali nekaj čudovitih zabavnih užitkov v escape roomu The Game na Bledu ali pa se cel vikend brezplačno prevažali z enim od vozil Opel iz Avtotehne Vis. Tako da pa še nekaj drugih nagrad je, ampak splača se ne samo zaradi nagrad, seveda in vsega, to je samo malo motivacije. Dejstvo pa je, da je tale knjiga, kot pravijo bralci na moji Facebook strani, nekaj čudovitega, kar se jim je zgodilo. Vse komentarje si lahko preberete, za mene čudoviti, ker so res pozitivni, in je bilo pravo presenečenje in hkrati olajšanje, ko sem zagledal tako pozitivne komentarje, kajti poudarjam, nisem pisatelj, sem le pisec svoje življenjske zgodbe. Hvala lepa za pogovor. Hvala lepa za povabilo in vsem skupaj želim veliko čarobnih trenutkov in pa prijetno branje.